Lep popotniško obarvan pozdrav od Jasne iz El Salvadorja. In od Manje iz Slovenije, to je danes že najin, kateri Manja, mislim, da osmi podcast v seriji popotniških podoživetij iz različnih lepih kotičkov sveta. Naslov pa nosi, kot vedno, O svoji svet s Triglavom. Tako da dobrodošli ponovno, zadnjič letos, in hvala Manja, da ponovno potuješ z mano. Hvala tudi tebi, Jasna, in zelo se veselim, da nas ponovno popelješ v lepe kraje. Torej, vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali, vsi, ki ste nekoč radi potovali in pa tudi tisti, ki se za to še odločate ali pa mogoče za prvo večje potovanje še varčujete. Naj vam ponovno povem, da sama spadam med tiste, ki ne potujemo prav veliko, smo bolj za pečkarske sorte, medtem ko je Jasna strastna popotnica. Prepotovala je več kot 100 držav, zadnjih 13 let z otroki, prej pa sama ali s partnerjem in prijatelji. Njena potovanja so vedno izpeljana in pripravljena v lastni režiji, z nami pa vedno rada deli zanimiva doživetja ter zelo koristne in praktične nasvete, pa tudi neke skrite recepte, kako si lahko neko novo destinacijo ogledaš z majhnimi otroki, varčno, varno, tudi z velikim številom otrok, saj redno potujejo vsaj s 3, pogosto pa celo s 5. Mislim, da so njihove popotniške zgodbe vedno luštne in posebne prav zato, ker vedno povedo vse brez dlake na jeziku, ker ne potujejo luksuzno in predvsem, ker gredo pogosto v kraje, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga. Se pravi, v malo bolj divje, v malo bolj odmaknjene in turistično manj oblegane kotičke. Torej, danes se z Jasno druživa že 8. v najini seriji potepov O svoji svet s Triglavom. In Jasna, za nama je potepanje po rajskih Sešelih, po tvoji najljubši Avstraliji, po zeleni in krasni Novi Zelandiji, Dominikanski republiki, Južnoafriški republiki, Floridi in pa čarobnem Peruju. Kam potujeva danes? Ja, danes pa potujeva v še eno državo Južne Amerike, ki nas je zelo pozitivno presenetila, in moram priznati, da je bila ena takih spontanih odločitev, da nadaljujemo potovanja po Peruju še v sosednjo državo, v Bolivijo. Bolivija je zelo pozitivno presenetila, čeprav nismo predtem veliko razmišljali o njej. Moram reči, da je zelo vredna obiska. Menim, da je tudi malo manj poznana, zagotovo pa veliko manj obljudena država, turistično manj obiskana. Združuje čudovite mogočne Ande, potem neskončne solne ravnice, pa ogromne barvite tržnice in pa seveda zelo edinstveno starodavno kulturo. Tako da smo se potepali vse od La Paza, glavnega mesta, pa vse do skoraj juga, Salar de Uyuni. Potem gorati predeli, pisane tržnice, kot sem rekla, pač Bolivija je poslastica za popotnike, ki iščejo, bi rekla, nekaj drugačnega, avtentičnega. Žal smo bili tam zelo kratko, le teden dni, ker je bilo, kot rečeno, nadaljevanje potovanja po Peruju. Tako da bova danes se skoncentrirali na te večje kraje, ki smo jih obiskali, ne pa mogoče čisto na celo Bolivijo, ker je nismo prečesali cele, tako kot ponavadi preiščemo in pregledamo države. Smo pa zagotovo videli glavne stvari, tako da mislim, da bo moj vtis kar zagotovo svež, ker je to samo nekaj tednov nazaj in pa zelo realen. Super. In kakšno je tvoje mnenje o Boliviji, če povzameš vtise zelo na kratko? Varna, nevarna, draga, poceni, velika, majhna, enostavna, komplicirana? Zelo je presenetila v vseh teh ozirih, namreč je ena od destinacij, kjer bi se lagala, če bi rekla, da smo zelo veliko pričakovali. Bolj smo rekli, skočimo tja še za dober teden in poglejmo, kako je, če smo že tako blizu. Potem pa je sledilo res presenečenje. Pač najprej absolutno varna. Se pravi, Bolivija spada, tudi če greš prebrati, med varnejše države Južne in Srednje Amerike. Zagotovo mnogo bolj varna kot Gvatemala, Honduras, Nikaragva in tako naprej. Potem hrana je bombastična in pa kar res preseneti, pač šokira. Nekaj let že nisem bila v državi, kjer bi bile cene tako zelo nizke za tako dober servis ali pa storitev ali pa izdelek, kot so v Boliviji. Pač upam trditi, da je 50% ceneje od Peruja in mnogo ceneje od Slovenije. Recimo La Paz je taka prestolnica izrazitih kontrastov, noro živahen, kaotičen,
Hkrati pa imaš občutek, da si stopil v nek drug svet, kjer se ta starodavna tradicija zelo, zelo vidno prepleta z urbano energijo. Pač na eni strani vidiš moderno trgovino, ne vem, kjer prodajajo recimo iPhone. Pred trgovino pa sedijo gospe oblečene v te starodavne noše, ob sebi imajo alpako in pletejo recimo šale in rokavice. Tako da res taki ekstrem modernega in starega, da si prav šokiran, ker stojiš in gledaš. Potem pristnost pa prijaznost ljudi je ful očarala, izredno prijazni, gostoljubni. Ni pa še, bi rekla, tako turistično zglancana, kot mogoče Peru ali pa druge južnoameriške države. Pač je še malo na hojladri. Recimo, kaj presenetijo, so napisi povsod, da če plačaš z gotovino, je 30% ceneje od tistega, kar piše, da je redna cena. Se pravi, absolutno v Bolivijo z gotovino, se pravi z dolarji ali pa z evri, ker če plačuješ z gotovino, ker je njihova pač inflacija tako velika, ti dajo pač popust za to, da prejmejo oni v svoje roke fizično tujo valuto, ki je stabilnejša. Tako da izjemno preseneti, potem pa, če nadaljujemo pot pa še v juni na jug, si pa čisto v šoku, si pa na drugem planetu. Pač največje solno jezero ali pa solna pokrajina na celem svetu. Tišina, unikaten ekosistem, ki ga nisem videla še nikjer. In če ne greš tja, ga tudi ne moreš videti, ker je to v bistvu največji taki ekosistem na svetu. Res zanimiva izkušnja in recimo, Manja, ti Mihata zelo dobro poznaš, veliko sta zdaj tudi klepetala v Sloveniji. Veš, da rad potuje, ampak veš, da sem tista glavna pobudnica, ki malo bolj forsiram potovanja jaz. In če on reče, hej, Bolivijo, gremo nazaj in to že čez nekaj mesecev, pol veš, da je Bolivija res presenetila. Zagotovo se tja vrnemo, tako da vse pohvale in se veselim, da obrazložim, zakaj je Bolivija tako zelo presenetila pozitivno in zakaj se želimo tja vrniti. Ja, Mihata stvari res ne navdušijo tako zelo zlahka. In ja, tudi meni je povedal, da je bilo to potovanje eno izmed najboljših ever. Sploh pa kombinacija Peru in Bolivija, tako da nekaj bo očitno res na tem, da gre za dve zelo posebni in zelo zanimivi deželi. Ok, kako pa bi recimo opisala kar La Paz, glavno mesto nekomu, ki tam še ni bil, da skušamo skozi tvoje besede razumeti, zakaj tako navdušenje? Ja, mogoče bom najbolj slikovito opisala kar tako po domače. Namreč, ne glede ali v La Paz, torej v glavno mesto Bolivije, priletiš po dnevi ali pa po noči, boš najprej videl nekaj res nenavadnega že iz letala. Predstavljaj si eno veliko, ogromno, neskončno, popolnoma ravno površino. Ampak ravno, tako da ni niti enega hucrla, niti enega hribčka, govoriva o ravnici, kot da bi celo Slovenijo zradiral, da je popolnoma ravna, brez gričev. Polno barvnih hišk, zanimivo, kar pa opaziš tako je, da niti ena hiša nima fasade. Cigli so, rdeči, beli, rjavi cigli in pa streha in niti ena hiša nima fasade. Niti ena. In potem letalo leti nad to ravno površino, se ti zdi dokaj dolgočasno, ker je ravno, kot da bi odrezal nobene stolpnice, vse hiše so pritlične, enako visoke in naenkrat se odpre ena ogromna jama, kotlina, ne vem, kako naj povem drugače, jama. V glavnem, res kaj takega še nisem videla in to je unikatno. Ko to vidiš, je pač kot drugi planet. Najprej, ta zgornji del, ta popolnoma ravna planota se imenuje Altiplana in res nima nobenega hribčka, je pa na višini 4000 metrov nad morjem. Govorimo res o v bistvu skoraj 2-3 glavih oziroma malo več kot 2-3 glavih višine. In potem se ti naenkrat približaš mestu, govorimo o La Pazu, kjer je pa ta velika skleda, luknja, kanjon, kjer se v bistvu ugrezne, strmo spušča navzdol samo mesto, se pravi, ta zgornji del kličejo El Alto in spodnji del mesta kličejo La Paz. Je pa nadmorska ali pa višina med tem zgornjim ravnim delom El Alto
in med podnom te kotline ali pa središčem mesta La Paz dobrih 1000 metrov višinske razlike. Si predstavljaš, 1000 metrov dol je mesto. In kaj je še posebno? Strmina, ki gre v notranjost te kotline, je dobesedno skoraj navpična. In tam so okrog in okrog, čisto ena ob drugi, kot v neki risanki, zgrajene hiše. In prvo, ko smo pristajali, sem rekla, Miha, če je tu potres, ampak mali potres, to pade kot karte, vse stene okrog in okrog direktno v to kotlino in zasipa celo mesto. Ne? Res zanimivo. In ker so tako strmi vzponi iz tega spodnjega dela navzgor, torej dobesedno skoraj navpične stene, je ta zanimiva državica zgradila gondole, imenovane Mi Teleferico, ja. In to je največji mestni žičniški prevoz na svetu in je tudi nekako simbol mesta La Paz. In ti se v bistvu skozi mesto z enega dela, z ene strani kotline na drugo stran kotline, najprej z eno gondolo spustiš dol, prestopiš, greš spet z drugo gor in tako naprej. In je fenomenalno, predvsem pa so gondole dobesedno nad strehami hiš. In ti, ko se pelješ v čudovitih novih steklenih gondolah, vse vidiš ven in dobesedno vidiš, kaj ljudje jejo, kaj imajo na krožniku skozi njihova okna, ker so pač gondole tik nad temi hišami. Ne. Pa kar je še zanimivo, La Paz, torej glavno mesto, ki je v tej jami, ima okrog 900 000 prebivalcev, El Alto, ta zgornji del, pa ima več kot 1 milijon. Tako da skupaj oba mesta, ki se v bistvu prepletata, imata 2 milijona prebivalcev, se pravi, cela Slovenija je v tej kotlini in pa na tem ravnem delu nad kotlino in je pač, jaz kaj takega še nisem videla. Pač vsi smo imeli odprta usta, prisežem, otroci so gledali, mami, kaj je to? Te hiše bojo padle, zgleda res, kot da se bo vse skupaj podrlo. Ne? Ampak, ker pa mesto leži visoko v Andih, na zelo stabilni podlagi starodavnega altiplanskega grebena, ni potresno aktivno. Se pravi, tukaj v zgodovini ne beležijo nobenega potresa in zato to mesto je zgrajeno tako in tako živino. Tako da res zanimivo. Potem pa, ko gledaš pač iz vrha, z letala recimo, ali pa tudi potem, ko se pelješ na razgledne točke, vidiš res ta rdeč labirint zgrajenih hiš na teh strmih pečinah. Neverjetno, kaotično, res nekaj zelo posebnega. Naj še povem, da gre za najvišjo prestolnico na celem svetu. Se pravi, to je najvišje glavno mesto na celem svetu. Ni potresov, potem moraš se pa vseeno premikati zelo počasi, ker 4000 metrov nadmorske višine ti povzroči težave, čutiš, da si na 4000 metrih. To bojo hribolazci in ljudje, ki so že potovali v takih krajih, zelo dobro vedeli. Se pravi, zrak je izjemno redek, glavobol, utrujenost, počasno dihanje so pogosti in tukaj pač zelo hitro pride do višinske bolezni. Tako da lahko še kako rečeva na to temo, moraš iti z glavo, moraš prej prebrati, moraš se pripraviti. Višinska bolezen je sila neprijetna stvar, v najhujšem primeru je lahko tudi smrtna in ni hecno, ni hec, tako da moraš malo upoštevati. In še enkrat, pač niti ena hiša nima fasad, vse so opečnate, noro strmo, potem pa v središču taka fascinantna kolonialna arhitektura, polna uličnega kaosa, gneče, prodajaln, dobre hrane, nizkih cen. Pač stojiš in gledaš, res stojiš in gledaš. Malo veš, da sem si prebrala in pa seveda spremljala vse tvoje krasne objave na Too Many for Granny. In spomnim se, da si večkrat omenjala, da je Bolivija dežela ekstremov. Se spomnim tudi zakaj, a lahko morda ponoviš še tukaj? Ja, res je, dežela ekstremov. Veš, ko greš brat Lonely Planet, bo prvi opis, ne vem, mogoče Brazilije, Amazonka, ne? Amazonka. Ko odpreš kjerokoli knjigo, kateregakoli vodiča, ti bo najprej za Bolivijo pisalo dežela kontrastov in ekstremov.
najprej sem tudi sama raziskala, kaj to pomeni, potem pa to res videla, res gre za ekstreme. Skratka, na eni strani imaš sila visoke Ande s snegom in ledom, seveda na vrhu, ne? Potem imaš neverjetno globoke kanjone, potem imaš puščave, potem imaš neskončno velike slane ravnice, tudi največje slano jezero na svetu, na drugi strani pa bujno zelene doline in pa džunglo amazonskega pragozda. Tako da se v bistvu v nekaj urah lahko znajdeš iz kaotičnega La Paza na 3600 metrov višine, 4000 metrov višine, na solni puščavi, ki je še vedno na 3800 metrih višine, ne? Dva ekosistema, ki sta tako različna, tako nepopisno ne pašeta skupaj na tako malo površino, da ti nič ni jasno, ne? Tako da jaz bi rekla, da popotnik v Boliviji doživi en tak šok, adrenalinsko vožnjo po gorah, ker ceste so tak, da je prepad levo, pa strma stena desno in imaš ves čas občutek, da moraš res veliko moliti, ker če ta ovinek preživiš, imaš res srečo. Pač Andi so neverjetno strmi, potem mistično energijo teh starodavnih mest in pa neverjetno kulinariko in zelo pristne lokalne ljudi. Tako da jaz bi rekla, da ji rečejo dežela ekstremov ravno zaradi prepleta tako zelo različnih pokrajin ali pa ekosistemov, ki kar prehajajo en v drugega, no. Zato jo kličejo dežela ekstremov. Razumem. Če nekdo načrtuje pot po Boliviji, kako se lotiti organizacije? Je to za samostojno pot ali voden aranžma? In pa kaj so glavne točke in glavne zanimivosti? Jaz bi najprej rekla tako, Bolivija je varna. Bolivija je zelo varna, kjerkoli boste brali, varna, seveda, vedno, ko potujemo, tudi če greš v Pariz, ne? Bog vari v Los Angeles ali pa v New York, kjer je kriminala po mojih občutkih pa po izkušnjah mnogo več, kot ga je v teh južnoameriških državah. Če se informiraš, izogibaš tistih parim predelom, kjer rečejo, da res ni varno, potem je Bolivija zelo varna. Potovati je seveda mogoče organizirano ali pa v lastni režiji. Glede na to, da je izjemno velika, res velika, je pač z agencijo zagotovo bolj enostavno, ker si prihraniš ure in ure prebiranja, načrtovanja, online kupovanja, bukiranja, zavarovanj, vsega tega, kaj si kupil in tako naprej. In pa seveda z agencijo si fizično veliko bolj spočit. Zato, ker ti ne šofiraš, tebe ne ustavlja policija, ne iščeš parkinga, ne iščeš, kje boš plačal parking, ne iščeš, kje je tvoj hotel. Mi, ki potujemo v lastni režiji, recimo, je to veliko bolj naporno, ne? Včasih vem, da vozimo 7, 8, 9 ur z 3 malimi pavzami, pridemo na destinacijo, jaz sem vsa vzhičena, zdaj pa gremo na 3-urni trekking, Miha pa je že 8 ur odvozil in je ono, halo, mislim, rabim 10 minut pauze, preden grem zdaj na ta trekking, ne? Jaz bi šla pa kar takoj, ne? Tako da zagotovo je z agencijo bolj enostavno, pa rekla bi, da je Bolivija vseeno za bolj izkušene popotnike, da ni to neka destinacija, kamor greš prvič čez Atlantik ali pa na drugo stran sveta, ker vseeno so triki, probajo te okrog prinesti, ceste niso evropske, veliko je treba razmišljati in pa največ, kaj spremeni zgodbo, je višina. Višina je nekaj, kar nekdo, ki ne potuje v te kraje, kar zanemari, pa sploh ne pomisli. Višina igra tukaj bistveno vlogo. Če se recimo odpravi družina, moža zadane ta višinska bolezen, je potovanje zaključeno, ne? Obstaneš, moraš v bolnico in tako naprej in kako boš potem nadaljeval. Tako da višino je treba upoštevati, se na njo zelo dobro pripraviti. Je pa tako, da najbolj vrhunske športnike lahko ta višina zdela, medtem ko lahko nekoga, ki nikoli ne giba, nima nobene kondicije, sploh ne prizadene. Se pravi, na višino se v smislu fizične pripravljenosti ne moreš pripraviti. Samo z glavo in z preventivnimi sredstvi, ampak o tem lahko še kaj prej. Tako da mi smo pač taki, da radi gremo v lastni režiji, čeprav pri Peruju smo se zelo utrudili pri načrtovanju. Mi je bilo malo žal, da nismo šli enkrat organizirano. Tako da za Bolivijo bi rekla, če imaš izkušnje, če si zaupaš, da se boš dobro pripravil, potem lahko absolutno greš v lastni režiji, bo pa z agencijo taka velika, vseeno zahtevna država, zagotovo bolj
bolj enostavna. No. A ja, omenila si še kakšno pot izbrati, da mogoče še to omenim. Pač najbolj enostavno je, da začneš v La Pazu, v prestolnici, v glavnem mestu, potem nikakor ne izpustiš v junija, to je to največje slano jezero sveta. Obiščeš Salarde v juniji, potem Potosi, mogoče Sokre, pa Čumbambamta, pa mogoče letiš nazaj potem v Cuscu, pa mogoče vključiš še Peru. Ponavadi se te dve državi zelo lepo kombinirata, tako da to so mogoče tisti highlighti, ki bi jih jaz zagotovo omenila. Kako pa je potekalo vaše potovanje? Kje ste bili? Ja, mi smo Bolivijo raziskovali res samo dober teden, kar je mnogo premalo, da bi mogoče podala o vsakem kraju svoje mnenje. Naša pot je šla, tako kot sem že rekla, torej La Paz. Mi smo iz Peruja prileteli v glavno mesto, v La Paz. Tam preživeli nekaj čudovitih dni, spoznali mesto, kulturo, lokalno hrano, potem pa smo ponovno leteli na jug države, v Uyuni, kjer smo prebivali v solnem hotelu in si ogledali te neskončne bele ravnice, flaminge, kaktuse in to največje slano jezero sveta. Potem smo obiskali Copacabano, to je kraj na jezeru Titicaca, ki je najvišje plovno jezero sveta in si ga Bolivija deli s Perujem, tako da smo Titicaco obiskali s perujske in bolivijske strani. In to mislim, da je taki hiter highlight, kar moraš v Boliviji zagotovo videti. No? Ključne točke. Kaj bi pa recimo izpostavila kot tiste 3 posebnosti, ki so se ti res vtisnile v spomin ali pa, če rečemo po domače, so te kar vrgle na rit? Dosti jih je bilo. Res pri Boliviji pa Peruju sem imela pa kar večkrat odprta usta od res lepih presenečenj. Mogoče, čakaj, da pomislim za Bolivijo. Mogoče to, da sem imela občutek, da z mojo španščino, čeprav že kar solidno govorim, ne morem priti daleč. Namreč Bolivija ima več kot 30 staroselskih kultur in posledično tam govorijo čez 40 uradnih jezikov. Tako da me je zelo presenetilo, kako lahko v eni taki mali državici v bistvu vsak tretji na ulici govori neko drugo narečje, ki ga nisem razumela ali pa sem težko razumela. Potem me je zelo presenetilo, da je taka biotska raznolikost. Pač amazonski pragozd, deževni gozd, kjer so pume, jaguarji, rožnati, roza, delfini, pazi to. Potem kar zraven so Andi, visokogorje, polni lam, alpak, kravic. Potem pa še malo stran je pa kar že ogromna puščava, pa še slano jezero. Pač res preseneti ta različnost pokrajin v tak mali razdalji. No? Potem zelo me je presenetile so me nizke cene. Mi vedno potujemo v veliki skupini, zdaj nas je bilo 6, z nami je šel samo Jure, Živa je ravno začela faks in se ni pridružila, ampak 6 ni tako mala skupinica. To je drugačen budžet, kot če potujeta fant pa punca. Ne? 4 zraven, a veš, rabiš večji avto, so 4 dodatne vstopnine, 4-krat več hrane. Pač res nanese. In po dolgem času smo lahko res uživali. Da nisva pri meniju več rekla, ta mala 2 delita si eno kosilo, ni sladice, pijemo vodo, tako kot ponavadi gledamo na budžet, ampak smo rekli, naročite, kaj želite. Ne veš, kaj bi naroči vse troje. Tako smešno nizke cene in tak kvaliteten servis za te cene, hočem povedati. Imaš še ti že marsikje nizke cene, samo kaj dobiš na krožnik, ni za probat. Ni za spat, recimo v Laosu, se spomnim, so cene za hotele tudi zelo nizke, samo so bile polne ščurkov. Nisem vedela, kam bi se vlegla. Tukaj pa so cene nizke za zelo, zelo visok nivo. Hoteli so fantastični, videla si slike, prostorni, čisti, vedno je v tem delu sveta vključen zajtrk, kar recimo v Srednji Ameriki ali pa v Avstraliji ali pa v Novi Zelandiji nikoli ni. Nikoli zraven nočitve ne spada zajtrk, tukaj pa vedno. In to je nam pomembno, da 6 ljudi zjutraj ima za tisto nizko ceno še tako dober zajtrk. Ne? Tako da sigurno bi rekla cene in pa tudi cene, veš, ko greš včasih na tržnice, jaz ful nisem zbiratelj kiča.
pa nekih stvari. Meni je to vse tako odveč. Ful ne rada kupujem, pa hrčkam neke stvari. Slike pa spomine, ampak da bi si nosila ne vem koliko nekih spominkov, res nimam rada tega hrčkanja, ker se mi zdi, da to se samo prah nabira. Ampak tukaj so bile pa tržnice take, da sem si mislila, glej, to pa je res pametno kupiti. To so pa tako fantastično, kvalitetno izdelani puloverji, pončoti, rokavice, šali, kape iz volne lame, alpake, kar velja za najbolj kvalitetno volno, ovčke in tako naprej, kože, res lepi izdelki, ki ti lahko pridejo prav nam, zdaj malo manj v toplih krajih, ampak sem nakupila pa za prijatelje, družino doma, tako da res kvalitetni spominki. In pa mogoče, ko si rekla, kaj še me je vrglo na rit, koka me je vrgla na rit. Predvsem me je vrglo na rit, da moram jaz, ki sem proti vsem takim substancam, otroke siliti, da morajo res uživati koko, žvečiti, piti kokin čaj in lizati kokine bombone, ko nori. Tako smo se nasmejali na ta račun, da ne moreš verjeti. V glavnem, koka je v Peruju in Boliviji na vsakem vogalu. Tisti, ki ne veste, koka je nekaj popolnoma normalnega in legalnega in je nujna, da se boriš z višinsko boleznijo. Se pravi, ti si tam zaradi nizke vsebnosti kisika, blazno utrujen, 4 štenge prehodiš, pa skoraj skupaj padeš, ne moreš več, pač ne moreš. Otroci naši, ki imajo kondicije ko sloni, vsi so športniki, to so se po stopnicah vlekli en drugega za roke. Tako težko dihaš. In brez koke je ta napor znatno večji in zato se pač res koka. Vsakič, ko smo šli v gostilno, najprej 1-2 litra kokinega čaja in smo to žlempali celo večerjo ali pa kosilo. V avtu smo imeli cele vreče kokinih bombonov, še nekaj sem si jih prinesla domov, tako da včasih kakega poližem, ampak počasi bojo zmanjkali. Zelo okusen, taki zeliščni bombon, no? Malo kot neki mentol. Tako da res deluje, ampak vseeno je bilo malo smešno. Koka, ne? Vseeno je iz tistih istih kokinih listov, z katerih se prideluje kokain in tudi ima eno podobno isto delček te vsebnosti, substance, seveda tudi v sebi, ampak pač brez tega v teh krajih ne gre. Bi preveč ogrožal zdravje. Ja, se mi zdiš zadnje čase nekako še malo bolj naspidirana. Ja, zdaj mi je jasno. Ok, no pa da greva lepo po vrsti. Kaj lahko človek zraven koke in še enkrat koke še doživi na glavnem in najvišjem glavnem mestu sveta? Mogoče najprej, kaj doživiš, pa te kar šokira, je prometni kaos. Pa kaj si ti nor? Letališče je zgoraj na tisti planoti, ne v kotlini. Ne? Ampak vedno letalo tako lepo preleti to kotlino, preden zgoraj pristane. In seveda se moraš ti najeti taksi ali Uber ali karkoli iz letališča, da prideš dol v tisto kotlino v La Paz. Ne? Iz Alta dol v La Paz. In mi smo bili, mislim, da 4,5 kilometre od letališča, nam je kazala navigacija, vozili smo se 3,5 ure. Ampak, hvala Bogu, je ta vožnja tako doživetje. Tako imaš odprte oči, kaj vse vidiš. Posušene zajce, nagačene hrčke, tele morske prašičke, vse pisano. Toliko je baru, da reš očala, ampak v pozitivnem smislu. Tako se prepletajo intenzivne barve, da ti nič ni jasno. Pol pa naenkrat tak 45 cm nad tvojim avtom, kjer se ti zdaj voziš, gre gondola. Tako skloniš malo glavo v avtu, ker misliš, da zdaj mi bo odrezalo strop od streho avta. In je vse skupaj ena taka, ne vem, dogodivščina. Res je šokantno, kaj vidiš, no? Potem bolivijska hrana, ulična hrana, te empanade, lokalne juhe, saltenja je ta njihova okusna sladica, recimo. Ne? Potem v samem centru La Paza to vse lahko delaš peš, pa z gondolami. Ne? Nič ne rabiš se potem več prevažati z avti, se ti ne splača, ker je promet preveč počasen, tako da gondole in peš. No in v samem tem centru glavnega mesta je tržnica, ki se je reče tržnica Bruja. Bruja v španščini pomeni čarovnica,
torej čarovniška tržnica in je res čarovniška. Najprej seveda prodajajo vse te obleke, šale, pončote, zokne, fantastično lepo izdelane. Tako sem rekla, da je res bilo vredno, plus tako zelo te zebe zvečer, da si te kape, rokavice, šale in pončote itak kupiš, da preživiš večere. Čez dan je pa zelo toplo, čez dan si pa v kratkih rokavih, zelo veliko nihanje temperaturno je. No, in ko prideš še bolj globoko v to tržnico bruha, ne, vidiš pa čudna zelišča, eprovetke, amulete, celo suhe posušene živali, kot sem rekla. To se uporablja za razne njihove versko-čarovniške rituale. Ne. Tako da res taka mistična izkušnja Bolivije, taki čudni prodajalci, res zanimivo. No? Vse skupaj je pa ena taka meka za nakupovanje, ker res ta volna, alpake, pa lame, pa ovce je res kvalitetna in izdelki so fantastični, res lepi. Tako da to sem si pa kupila, ne? Nekih kipcev, pa kozarcev, pa podstavkov za pir, pa odpiračev, tega pa si nikoli ne kupujem. No? Potem pa še, bi rekla, 20 minut ven iz mesta, je pa dolina Lune, gre pa za tako neverjetno erodirano glino, v bistvu je sama glina, kot da si na drugem planetu, to se splača iti pogledat, no, taki stebri so, kot da bi, kako bi vam rekla, kot da bi Postojnsko jamo dal na travnik. Taki stebri iz gline so tam naravni in je ful zanimivo videti. No. Potem greš lahko gledati muzej koke, potem ne smeš zamuditi pretepa čolit, teh tradicionalno oblečenih žensk, ki imajo borilno wrestling veščino. No. Potem pa je še kar nekaj lepih cerkva, pa trgov, pa muzejčkov, tako da eno tako vandranje po mestu, dan, dva, tri je to, kar rabiš v glavnem mestu Bolivije. Iz tvojih objav na Instagramu Too Many for Granny se spomnim teh žensk v teh pisanih in lepih oblačilih. Nam lahko poveš malo več o tem, kaj pravzaprav to je? Ja, tudi jaz nisem vedela, dok tega nisem videla, pa pol tam raziskala, šla pogledat, se tudi z njimi pogovarjala. Pač v La Pazu boste povsod opazili ženske v tradicionalnih krilih, ampak govorim tak, pol metra levo, naprej, nazaj in desno od bokov, zelo široka krila, zelo barvita, vedno imajo čez oblečeno pleteno jopico in pa klobuk. Se pravi, če nekaj od teh treh sestavin manjka, potem to ni čolita. Vedno bo jopica, klobuk in izjemno široko pisano krilo. Tem ženskam torej pravijo čolite. Včasih je ta izraz veljal za nekaj slabšalnega, poniževalnega. Danes pa je v bistvu postal, bi jaz rekla, simbol ponosa, identitete pa ženske moči v bistvu v Boliviji. Namreč čolite spadajo predvsem med te ajmarske pa kečuanske skupnosti in desetletja so bile v zgodovini zelo diskriminirane. Niso smele na avtobuse, niso smele v restauracije, niso smele obiskovati šol ali pa niso smele zaprositi za državne službe. Veljale so za ženske nižjega sloja. V teh zadnjih desetletjih, 2-3, pa se je zgodil neverjeten preobrat. Danes so čolite podjetnice, odvetnice, novinarke, političarke, modne ikone, influencerke in tako naprej. In ta svoja tradicionalna oblačila nosijo z velikim ponosom, kot nekako, jaz sem začutila kot znak, kdo so in od kod prihajajo. In najbolj zanimiva in najbolj znana plat njihove kulture je ta čolita wrestling. V bistvu gre za zabaven teatralen rokoborben šov v četrti El Alto. In te čolite se v svojih krilih v bistvu borijo v ringu, tako kot za boks, ne? Skačejo, se vrtilo, delajo akrobacije, vse je pač pripravljeno tako, da zgleda kot ena zelo dramatična predstava, zelo zabavna. Gre pa seveda za šov, ni to pravi šport, ne? Ime wrestling za čolite pač ima ta globok pomen, ker hočejo pokazati opolnomočenje. Ženske, ki so bile desetletja recimo potisnjene na rob družbe, danes na odru z neko močjo, humorjem pokažejo, da jih ne more več noben prezreti. Tako da to je v bistvu zgodba o čolitah. Jasna, čisto na začetku sem te v bistvu pozabila vprašati, kako velika sploh je Bolivija?
Vem, da sem si prebrala, da je 54 Slovenij lahko spraviš v eno Bolivijo. Se pravi, 54-krat je Bolivija večja od Slovenije, ima pa samo 12 milijonov prebivalcev, kar pomeni, da je zelo neposeljena, logično zaradi terena. Ne? Se pravi, Andi, tam ne moreš ravno živeti množično, potem je džungla in pa slana jezera. Tako da zelo redko poseljena, ogromna država. Ogromna torej. Čak, to mi je čisto nepredstavljivo, več kot 50 Slovenij. Okay. Od tam ste šli potem vi na jug države v kraj Uyuni, kaj ne? Ja, tako je. Mi smo potem iz La Paza leteli, cirka 2 uri dolgi let, na jug države, v bistvu že zelo blizu argentinsko-čilski meji. No? In potem smo tam še 2,5 dneva raziskovali ta res poseben del sveta. Govorim o največji slanici na celem svetu. Pot je dolga, spektakularna, mimo visokih planot, vulkanov pa te pisane favne. Ampak ko prideš do tega Salarja, se pa zdi, kot da si res na drugem planetu. Povsod je belina, se pravi, predstavljaj si, kot da si prišel na Aljasko, recimo. Se pravi, ta sol deluje čisto enako kot sneg, ampak je popolnoma ravno in seveda v soli ne raste nobeno drevo, zato gre za neskončno dolgo belo planoto, lahko rečeš snežno planoto, čeprav je sol. In to naredi tam prav posebne efekte. Ker se vseeno zgoraj na tej soli zadržuje malo vode, milimeter ali pa 2, se naredijo neverjetni odsevi od neba. Tako čez dan, kot tudi po noči, ker se pač zvezde ali pa luna odsevajo v ta tla, prepojena z vodo in soljo. In to so neverjetni pač prizori, tudi zame, ko sem fotografirala efekte, kot jih zdaj vidite tukaj, kaj vse lahko v bistvu narediš samo z lastno roko in telefonom, brez vseh pripomočkov, pač neverjetno. No. In res vredno obiska, ker je to spektakularno in za otroke je bil ravno ta kraj, to jezero, highlight Bolivije. Kako pa je sploh vse to nastalo, mislim, vsa ta sol? Ja, tudi mene je to zelo zanimalo. V glavnem, ta Salar de Uyuni je ostanek pradavnine, torej preteklosti, ko je bil velik del današnje Bolivije v bistvu prekrit z ogromnimi jezeri, bilo jih je več, približno 40.000 let, mislim, da sem prebrala, je tu ležalo ogromno jezero, imenovano Lago Minčin in pozneje še Lago Tauka. Bili sta skoraj kot neko notranje morje v državi, tako velika površina. Ko pa se je podnebje skozi stoletja spreminjalo in postajalo vedno bolj suho, je iz tega jezera začela voda izhlapevati in je v bistvu z umikom vode ostala sol in pa minerali, ki so raztopljeni v njej in pa strjeni na površini. Tako je danes nastala zelo debela plast soli in sicer več kot 10 metrov, govorimo več kot 10 metrov debela plast trdega, kot da bi o ledu govorile, trdega zlepljenega solne gmote. In v bistvu pod to gmoto, 10 metrov debelo, je pa še vedno več 100 metrov morja oziroma jezera, ne? Jezera ali pa starega morja. Tako da fascinantno, mislim, ti se voziš čez celo jezero z avtom, z džipom. Gre za res trdno, varno površino. Noro. In kje se tam spi? Zelo enostavno. Okrog in okrog jezera je kar nekaj nastanitev, ki jih najdeš na Airbnb-u ali pa na Bookingu. Mi smo spali v solnem hotelu, ki je čisto v celoti zgrajen iz soli. Oni pač, tako kot mi delamo cement ali pa kje drugje, tukaj v Salvadorju recimo ali pa v tudi Peruju delajo iz vulkanske gmote cigle, ne? Tam pač delajo opeko ali pa cigle iz soli. Tako da je cel hotel narejen iz soli, od postelje do sten, tal, pač vse je iz soli. In pač pogled na sončni zahod in pa to jutranjo meglico, ne, se ti res zelo vtisne v spomin, ko se ti ta solni beli hotel sveti na sredini. Tako da na splošno je kapacitet za spanje okrog jezera veliko, dovolj. Mi smo to našli na Bookingu, vem pa, da je stara $45 na osebo.
v čudoviti sobi, s čudovitim vrtom in s krasnim zajtrkom. Kako ste se pa vi počutili glede višine in aklimatizacije in te višinske bolezni, ki vas je že v Peruju pripeljala do bolnišnice in infuzije? Ker se mi zdi, da je tebi tako malo za hec, mimo grede. Nič kaj te ni pretreslo, a se motim? Dobro me poznaš, čeprav vem, da sem te klicala, da je Mija slabo, da sem v tistem trenutku bila rahlo v skrbeh, ampak ne, ni me pretirano presenetilo, ker sem pač res dobro vedela, kaj se dogaja. Ogromno sem prebrala, pa v podcastu o Peruju sem povedala, da sem se avgusta v Sloveniji srečala s prijateljem, ki je Peru ravno prepotoval, ker je višinska bolezen pač še bolj prisotna ali pa isto prisotna in mi je zelo veliko praktičnih nasvetov dal. Tako da vedela sem, kaj se dogaja. Jasno mi je bilo, da smo v Peruju prevozili skoraj 2 dneva, smo se gibali na višini med 4500 in 5000 metrov nadmorske višine. Kljub temu, da smo jedli tablete, kokine, čaje, liste, bombone in tako naprej, mi je bilo jasno, da je velik odstotek možnosti, da bo enemu od 6 vseeno slabo oziroma da ga bo zvilo, ne? Tako da slabo je postalo Miji, najstarejši moji hčerki, zadnji dan, ko smo se spuščali že k jezeru Titicaca na perujski strani, pač blazna utrujenost, ni se hotela pogovarjati, slabost, potem se je začelo pa bruhanje na par minut, nič apetita, pač nič ni mogla zadržati v sebi, malo blažjo obliko je par ur kasneje dobil Jaša, tudi parkrat bruhal, sam ležal in tako naprej, ne. In ko se to zgodi, točno veš, kaj moraš narediti. Mirno greš, to so prvi znaki, dobro so se držali predtem, še 4 ure predtem so plesali, tekli in tako naprej. Ampak, ko to vidiš, moraš priti čim prej do bolnice na kisik. To je edina rešitev, nič druga. Se pravi, moraš iti na kisik. Mi smo sicer kupili v lekarni te male flaške za 50 vdihov, ne, kisika, ampak to smo še malo šparali za tiste dele, ko smo vedeli, da smo daleč od bolnice. Zdaj smo pa bili 1 uro do mesta Pumo, ki je največje mesto ob jezeru Titicaca, kjer so super velike bolnice in nič nismo komplicirali, nič, nobene panike, tudi Mija ni bila panična, lepo smo se zapeljali v bolnico, oni so tako, da bi prišel po aspirin tam, ne, ker je tam vsak dan več 10 turistov, ki pride na kisik, samo pogleda levo, desno, kje ima kako bombo prosto, aha, ona koliko dolgo bruha, kakšni so znaki, tisto saturacijo zmeri na prstu, te priklopi na kisik. Mija je imela zelo nizko, tako da je 3 ure bila priklopljena, Jaša je bil 1 uro, Miha tu so še zmerili, je imel tudi nizko, so ga za 20 minut priklopili. In pa ker je Mija toliko bruhala in nič ni mogla piti pa jesti, ker je spet hotela bruhati, so ji dali infuzijo bolj zaradi tekočine, pa protibolečinskih sredstev, ker jo je že zaradi tega bruhanja in vsega ful želodec bolel. Tako da ni taka grozna drama, če seveda veš, da boš v nekaj urah prišel do kisika, predvsem pa, da se boš začel spuščati, kar smo mi se, ne. Tako da ne morem reči, no, čez 3-4 ure po tem kisiku sta bila oba otroka super, ostale višinska bolezen ni nič, jaz nisem čutila recimo nič, niti za sekundo. Sploh nisem opazila razlike, razen pri vzpenjanju po stopnicah sem bila brez zraka. Ne. Ampak toliko bolj pomembno se mi zdi, da ljudje vejo, da so te storitve, iti na kisik, iti na infuzijo, narediti tam neke teste, dati kisik 3-4 članom družine, izjemno drage. Ne. Tam pustiš 400, 500, 600, 700 evrov, ko bi se okrog obrnil. In ne hoditi iz Slovenije, pa sploh ne v take daleč države, brez zdravstvenega turističnega zavarovanja, ker pač ena manjša nesreča, en zvin gležnja, ne vem, en pik neke živali, ena alergija, ena zastrupitev s hrano, kar je tak, ko ješ ulično hrano, ti pač povzroči lahko več 1000 evrov stroška. Kaj šele, če rabiš ti rešilca ali pa da si šel na neki trekking, pa se ti noga zlomi, pa mora helikopter po tebe. Mislim, to so lahko več 10 000 evrov stroškov, ne? In brez takega zavarovanja pač moraš to vse pokriti sam. Ja, to vedno znova omenjaš in vem, kolikokrat vam je že prišlo prav in vam povrnilo vse stroške. Ampak zavarovanje ponuja veliko več kot samo povrnitev stroškov, je tako?
Ja, se pravi, ne samo to, da ti, kot sem rekla, krije povrne stroške, ne, ampak tudi asistenco ti lahko v več jezikih, v slovenskem jeziku pokličeš, poveš, kaj se je zgodilo, pomagajo ti najti bolnišnico, kam idi, k kateremu zdravniku, usmerjajo te. Potem, kar se mi zdi ključno je, če so veliki stroški, recimo, da imaš ti zlom, operacijo, kot sem rekla, rabiš rešilca ali pa helikopter. Ja, kdo od nas pa ima tako za potegniti 10 ali pa 15 ali pa 25 tisoč evrov, pa jih tam dati na mizo v bolnici? Nimaš, ne? In zavarovalnica se v tem primeru pri velikih zneskih direktno poveže z ustanovo, ki ti je nudila pomoč in pokrije stroške, da ne rabiš ti takih velikih zneskov v bistvu zalagati, ne? Pa kar se mi še zdi prav, da izpostavim ali pa res priporočljivo, tudi produkti zavarovalnice res posodabljajo. Recimo mi pri zavarovalnici Triglav zraven tega turističnega zavarovanja, ki sem ga zdaj omenjala, koristimo tudi odpoved turističnih potovanj. Namreč ti velikokrat pri potovanjih vnaprej bukiraš rentakar, notranje lete, mogoče nočitve, kakšne vstopnine, kakšne vlake, kakšne koncerte, razne mikro stroške že za samo potovanje, oglede delfinov, kitov, potapljanje, ne vem karkoli. Potem se pa na poti nekaj zaplete, zboliš, ne vem, pokvari se avto, nekaj in tega ne moreš izkoristiti. Ti si pa za celo družino to že plačal. To so spet stroški več 100, lahko več 1000 evrov. In če to zavaruješ, se ti tudi vse to povrne. Se pravi, si zamudil, ok, ampak zavarovalnica ti vrne vplačane zneske, da lahko to ali se potolažiš, da nisi izgubil, ali pa greš ponovno, ne. Tako da menim, da pač v tujino, sploh če so to drage stvari, se nikakor ne hodi brez teh dveh zavarovanj. Mi jih koristimo vedno in zdravstveno se nam je res velikokrat že poplačano. Ne vem, smo bili v Mehiki, Jure, jaz, Jaša pa Gaja smo dobili angino. Ful je bilo hladno, smo dobili angino, ne vem, leto, 2 nazaj. Mislim, vsi zdravnikov, vsi laboratoriji, vsi antibiotike, pa še nekaj. Mislim, to je bilo Jurija, pa nekaj stroška, ne. Ni škoda 1000 evrov na potovanju dati za to, kar ti zavarovalnica v celoti povrne. Tako da, rekla bi, nikakor na pot iz Slovenije brez zavarovanja, ker že doma se ti lahko kaj zgodi ali pa stvari ne grejo po planih, moraš odpovedovati, kaj šele v tujini, tako da ta dva zavarovanja se mi zdita pač ključna. Ja, seveda. Mislim, sama sem tudi bolj ziharaš in vedno imam zavarovanje, tako da jaz se popolnoma strinjam. Ok, kaj pa vreme? Kdaj se najbolj splača obiskati Bolivijo? Mi smo bili v idealnem času. Pač Bolivija ima zelo raznoliko podnebje, od gorsko, puščavsko pa takega subtropskega. Malo na različnih delih ob istem času različno vreme, ampak če bi rekla na povprek, je najboljši čas za obisk teh Andov, pa glavnega mesta, pa Salarde v juniji, vedno od maja do oktobra. Tam neki sredi novembra se vreme začne kisati, deževati. Ta del od maja, se pravi maj, junij, julij, avgust, september, oktober, teh 6 mesecev je pa suho in krasno. Tako da v tem delu bi rekla, tudi mi smo bili konec oktobra, začetek novembra in je bil idealen čas, non-stop sonce, čez dan si v kratkih rokavih s kako jopčko, zvečer pa pade tam na 5-6 stopinj, ne glede na kateri del leta si, ker si na taki višini, ne. Bolivija pa ima tudi zelo bogato kulinariko. Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? To, ker ti zdaj vidim v oči, kam me gledaš, ne? In me gledaš točno v moj telovnik, ki sem ga mogla pustiti odprtega, ker se ga namreč po Boliviji več ne da zapreti. Je malce, po mojem, se skrčil v pranju. V glavnem, Bolivija ima tako hrano, da pač se zrediš 5 kil, pa če hočeš ali nočeš. Tak je. Peru pa še boljšo. Tako da čudovita hrana, pač res drugačna, že to je po mojem zanimivo, ker je šok. Tako kot veš, ne vem, če greš v Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Češko, to je vse tam nekaj nam poznano, ne. Če greš mogoče v Vietnam, si že malo šokiran, pa na Tajsko, ne. Če greš mogoče v Botsvano tudi in tudi tukaj v Boliviji si pač šokiran. Zato, ker je hrana avtentična, poceni, res drugačna. Mi smo zelo radi jedli tiste
salteñas, mislim, da se reče, to so empanade z meskom pa zelenjavo, potem antičučos, to je v bistvu nabodalce z govejim srcem, dobro za umret, pa veš, da jaz nisem najbolj ljubitelj mesa. Potem ful je dobrih juh zelenjavnih iz kvinoje, nekih njihovih 3000 tipov koruze, res, res, res okusno. Kaj pa pijača? Api Morado, definitivno Api Morado, to je tak sladka, stopel napitek iz njihove vijolične koruze in je ful dober. Potem koktejlov je veliko, Singari Sur je taki njihov znan koktejl, pa pivo, vino ponujajo ponekod pa veliko je treba piti vode, ker pač zaradi višinske bolezni moraš skrbeti za hidracijo bistveno bolj intenzivno, kot bi kjerkoli druge, kjer je vroče. Tu ni vroče in se moraš siliti z vodo zaradi višinske. Katera mesta in doživetja pa bi ti priporočila za prvi obisk Bolivije? Definitivno La Paz, tržnice, nakupe teh kvalitetnih stvari iz volne, alpake, pa lame, pa tako naprej. Ulično življenje, samo šetati spontano, daš si v navigacijo, kje je hotel, da veš, kam se vrniti, pol pa greš za nosom. Potem probati kokine liste in čaj, ker imaš res energije. Pozno hodiš spat potem, samo posledično tudi otroci so budni do polnoči. Potem definitivno ta Salar de Uyuni, ta solno jezero, flamingi, ki so tam, solni hotel probati. Potem mogoče Copacabana ob tem jezeru Titicaca, pa Santa Cruz, če ima kdo čas. Gre za bolj tropski kontrast, ki smo ga mi izpustili, ampak kot pravim, vse tja še vrnemo. Tako da vsak kraj ima neko svojo zgodbo, ko jih nekako povežeš skupaj v celoto, mislim, da doživiš tisto pravo bolivijsko avanturo, kombinacijo narave, kulture, pa te pristne, barvne izkušnje tržnic, dobre hrane, nizkih cen. Res čudovito. Zveni kot ena tistih poti, ki ti ostanejo v spominu za vedno. Joj, Manja, jaz bom rabila ali kako banko ropati, ali nekaj, ker jaz ti povem, da vsakega potovanja, ko pridem, sem bolj addiktiv, pa bolj bi šla na drugo. Meni je to šlo čist krino. In ta Bolivija ti ostane v kosteh. En tak vibe ima, zaradi višine, zaradi razgledov, ki jih nudi ta višina, teh norih pokrajin, pristnih ljudi, pa vseeno še tiste, veš, take surove, neolepšane energije. Tu se ljudje še ne pretvarjajo, ne znajo se še iti turizma, ne laufajo za tabo. Ne vem, res je še taka neturistično pristna. In res te spomni, ali pa mene je spet spomnilo, zakaj je vredno potovati. Ko sem videla te velike učke naših otrok, kaj so oni se spoznali, kako so se tam, ravno v La Pazu, za Halloween oblekli. Kako zdaj vsem razlagajo, da v Boliviji za Halloween pa greš po trgovinah, ne po domovih, ne trkaš po vratih privat hiš, ampak hodiš v trgovine. V kozmetične salone, v lekarne, v supermarkete, v prodajalne čevljev in čisto vsaka trgovina ima zraven blagajne veliko skledo različnih sladkarij, bombonov, čokoladic in to ti dajo, ko otrok pride noter namaskiran. In kaj je še bolj zanimivo, na ulici je polno otrok s temi vrečami polnih sladkarij, in ko se med sabo otroci srečajo, si pa sladkarije izmenjujejo. Tista, ko ti ni všeč, jo daš drugemu, on ti pa da eno, ki njemu ni všeč. In to so delali 4 ali 5 ur. Tudi Jure, ki je star 15 in je rekel, da še nikoli ni šel, rečima, fehtati, prositi za Halloween, nikoli. Mu je bilo tako doživetje, ker je res bil spektakel. Mi dva sva hodila zadaj kot dva pimpa, razumeš? Oni so pa skakali iz trgovine v trgovino, čist padli not, tako da kako drugačne navade obstajajo v drugih krajih, si čist presenečen in je lepo spoznavati druge kulture in se celo vključiti v njih. Ja, zveni kot taka prava avantura. Kaj bi pa svetovala družinam z otroki? Ali je Bolivija primerna tudi za njih ali naj raje počakajo, da so otroci starejši? Manjši, jaz mislim, da midva nisva najbolj prava glede tega, ker pri nas so vsi otroci do 5. meseca starosti imeli v žepu 3 do 5 držav prepotovanih, tako da nisva preveč upoštevala teh, kaj jaz vem,
ali pa nisva slišala dobenih strahov, vedno samo pogum. Tako da jaz mislim, da vsaka destinacija, kjer kriminal ni pretiran in kjer ni bolezni, kjer moraš imeti antimalarike ali pa se že cepiti za rumeno mrzlico in podobno, se pravi, ne bi si želela nekaj mesečnemu otroku ali pa zelo malemu otroku dajati kakršnih koli teh cepiv, ne? Kaj šele antimalarikov. Tako da, če izbereš destinacije, ki tega ne zahtevajo in ki ne veljajo za kriminalno res nevarne države, potem mislim, da čim otrok naredi prvi pediatrični pregled in tisto obvezno, se pravi, je star 2-3 mesece, jaz mislim, da lahko greš kamorkoli. Konkretno za Bolivijo bi pa vseeno dala in za Peru bi pa dala en klicaj. Namreč tukaj pa je višina in nisem preučila, ne vem, kako se pa dojenčki, ki ne morejo piti kokinih čajev, ne, pa lizati kokinih bombonov ali pa jesti iz teh tablet, ne, kako pa lahko ti dojenčka ali pa malega otroka, malčka pripraviš na višino, pa ne vem. Verjetno bi sama pri izbiri držav z tako višino 4-5 tisoč metrov nadmorske višine zagotovo počakala, ker je premala vsebnost kisika. Tako da to je edino, kar bi pri Boliviji rekla. Če so pa otroci starejši od 4-5 let, pa ne vidim pri Boliviji niti ene najmanjše ovire, nasprotno, otroci bojo pozitivno uživali in šokirani bodo nad lamami, alpakami, ki so kot mačke ob cestah. Tako da to, pa logistika, ne? Pač gre za dolge vožnje. A veš, da ti greš z enega konca na drugi konec, govoriva ob 8, 9, 12 ur vožnje z avtom, ali pa moraš zbirati notranje lete. Tako da, če so otroci tega vajeni, ne komplicirajo tako naši, bolj dolgo jih pustimo na letalu pri miru, bolj so tiho, ne? Mi lahko letimo 14 ur, pa ti veš, jaz spim celi čas, ne vem niti, ki so otroci. Tako da, mi s tem nimamo težav in lahko gremo take poti. Tako da bi rekla, da ni mogoče začetniška destinacija, pa ni za majhne otroke, ravno zaradi višinske bolezni. Čim so pa otroci malo večji ali pa že izkušeni popotniki, pa je Bolivija top. Jasna, na slikah na Too Many for Granny sem videla ene vlake. Ti so mi izgledali res wow. O čem se gre tukaj? Ja, tudi ti vlaki so zdaj množično natisnjeni v fizičnih fotografijah, ker otroci hočejo imeti fizične albume. In ko sem videla, koliko teh vlakov je tam bilo, sem bila res presenečena, kako lepo je bilo. V glavnem, pri Ujuni, blizu tega mesta, kjer je to slavno jezero, ne, se nahaja tudi ena najbolj tak fotogeničnih, pa malo absurdnih mest na celem svetu. Gre namreč za največje svetovno pokopališče starih parnih lokomotiv. Tam pa seveda niso naključno. Konec 19. stoletja je bil Ujuni zelo pomemben železniški center, glavni center. Namreč Britanci so v Boliviji zgradili to železnico, da bi iz rudnikov v Potosiju in pa v Andih izvažali srebro, kositer pa druge kovine in to vse skupaj z vlaki tovorili do čilskega pristanišča Antofagasta. No in Ujuni je bil ta strateška postaja tudi za popravilo lokomotiv, tudi za izdelavo teh tovornih vlakov, ne. A čez nekaj časa, pol čez leta, je rudarstvo začelo propadati, nekatere te žile, ali kako se reče, rudnikov so se izčrpale, država je postala politično zelo nestabilna, nevarna, železnica pač se ni več razvijala in v 40 letih prejšnjega stoletja je ta sistem nekako dokončno crknil, ne, in propadel in te stotine vlakov niso imeli kam odpeljati, ne, in so jih dobesedno pustili ali pa postavili na rob mesta, ker pa je zelo suho andsko podnebje naredilo svoje, so ti vlaki začeli počasi razžirati se, rjaveti, ne, dokler niso postali to, kar so danes, pač ogromen muzej na prostem. In to je, rabiš ure, da se sprehodiš vse tam skozi, plezaš na te vlake, delaš nore fotografije, ker okrog je pa vse že ta solna puščava, ne? In je res tako fenomenalno. Tako da to je ta smešna zgodba. Ne bi si človek mislil, nič ni tam, pol se voziš, pa naenkrat vlak, sami vlaki, pa še tiri na tleh, ne?
fascinantno, tako da Manja ti, ne, ko imaš tudi TikTok, če rabite kdaj mogoče s Sandijem dobro sceno, recimo, viš, to bi bila dobra kulisa za ustvarjanje. Tako da priporočam. Skočiva na brzino malo v Bolivijo za en posnetek. Veš, kaj še nisva danes povedali? Kaj v bistvu rabi slovenski državljan za vstop v Bolivijo? Kakšni posebni dokumenti, cepljenja, karkoli? Nič ne rabi. Slovenci ne rabimo vizuma. Vse, kar rabiš, je tako kot vedno potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev potem, ko se vrneš. A veš to, Manja? To nisem še nikoli povedala. Jaša je bil čist majhen, po mojem je glih shodil, se pravi okrog 1 leta. In smo šli, midva z Miho, pa najini 3 otroci, pa Urša je šla z nami v Egipt. Neki tam last minute, 1 teden Egipt in se peljemo v Berlin na letališče. In ko pridemo tja, ugotovimo, da gajin potni list velja samo še 4 mesece potem, ko se vrnemo. In nas niso spustili na letalo. Tako smo delali, toliko prosli, toliko smerli, jih prepričevali, da je potem ena stevardesa nekako sprejela, da podpišemo izjavo, da če nas bo egipčanska carina pri vstopu v Egipt zavrnila, si plačamo sami svoje povratno letalo nazaj in smo mogli podpisati, da ne na njihove stroške. Se pravi, ker je enemu od otrok potni list veljal samo še 4 mesece po vrnitvi iz Egipta, ne pa 6. Tako da to se ne hecati. Ko greš na pot, gledaš, kdaj se vrneš in od datuma vrnitve naprej mora veljati potni list še 6 mesecev. Včasih se lahko zašiješ, greš za 1 mesec, tebi že velja 6 mesecev, samo odkar se boš vrnil, bo pa še samo 5, ne? In te lahko zavrnejo. Tako da samo to rabiš, pa fajn je, da pokažeš prve 2 nočitve, da imaš neki booking narejen, nekaj plačano, ne? Pa lahko te vprašajo za povratno vozovnico, kar pa jo itak vedno imaš, ne? Skoraj vedno. Tako da nič posebnega, pa seveda še enkrat vam na dušo polagam turistično zavarovanje, zdravstveno, turistično, Triglav zavarovalnica nudi fantastično in pa tudi odpoved turističnih potovanj, kjer lahko zavaruješ vse te vnaprej plačane rezervacije in tako naprej. Tako da to je vse, kar rabiš za Bolivijo. Lahko gresta Manja s Sandijem, 1, 2, 3, glej, vse imata. Odlično. Morda za konec še kak ekstrem iz Bolivije. Kaj bi nam omenila? Sami ekstremi, sami vrhunci. Res je bilo fajn. Res, bilo je eno tako fantastično potovanje. Mogoče ekstrem vseeno, kar ljudje ne vejo, Bolivija ima eno najnevarnejših cest na svetu, Death Road se reče. Večinoma se uporablja danes za te adrenalinske kolesarske ture. Pač narava okrog je neverjetna, te megleni klifi, subtropski pragost, pač res fantastično. In to se mi mogoče zdi taka res odštekana adrenalinska avantura. Mi smo si to pogledali samo malo peš, Miha pa se je že pogovarjal za cene najema kolesa, ampak sem ga prepričala, da pač zdaj pa res ni trenutek, da ima zlomljene roke pa noge. In pol sem ga nekako odvrnila od tega, sta se pa z Juretom zmenila, da ko gremo naslednjič v Bolivijo, bosta ona dva vseeno šla to turo odvoziti, ker njima se ni zdela tako strma. No, jaz ne bi šla, ne vem, pač z ničim ne bi šla tam, ona dva bi pa šla downhill, tako da, to je to. No, ti vaši adrenalinski podvigi, pa ekstremi pustiva to. Če se dotakneva za konec še nekaj top znamenitosti, katera doživetja bi ti priporočila za prvi obisk Bolivije? Težko je izbrati mogoče samo enega, ampak definitivno je znamenitost sama po sebi glavno mesto La Paz, najvišja prestolnica sveta v tej veliki strmi kotlini, prepletenimi z gondolami, pač to je samo po sebi highlight, tržnica, čarovniška tržnica z vsemi temi nagačenimi, suhimi, mrtvimi živalmi in zvarki in vsem tem. Potem shopping, ker je res tako veliko kvalitetnih pletenih izdelkov iz volne in kučm in vsega tega, pač noro. Potem ta dolina Lune, Valle de la Luna, je, ko so ti hieroglifi, ali kaj naj rečem, te skulpture iz te gline, je absolutno vredno obiskati. Potem absolutno največje jezero na svetu.
Slano jezero na svetu, to je treba pogledati, ker je neverjetno. Tu naj poudarim samo, da je mraz zvečer neverjeten. In pa vsi, ki ste ljubitelji kakih fotografskih efektov, sem tu nanizala zdaj fotografije, kaj lahko zelo enostavno narediš, ker pač je kulisa taka, da v ozadju ni ničesar in če nekdo stopi blizu kamere tvojega telefona, nekdo pa 10 metrov zadaj, nastanejo ti efekti, ki jih tukaj vidite, pač čudovito in enostavno in se res zabavaš in nasmeješ. Tako da jaz bi izpostavila te 3 mogoče kot neke highlighte znamenitosti. No. Krasno, zelo lepo povzeto. Ja, še bi lahko klepetali in klepetali, ampak veš kaj, mislim, da je za danes dovolj in da je čas, da skleneva tole najino potovalno zgodbo. Se strinjaš? Drži, in ker je to tudi najin zadnji podcast, bi se res rada iz srca zahvalila vsem vam, ki ste nas spremljali, poslušali, potovali z nama, delili to zanimanje za svet, kulturo, za nove izkušnje, dovolili, da vam povem svojo zgodbo z moje perspektive. In pa seveda zahvala Zavarovalnici Triglav, da me je vedno podpirala, ne samo s krasnimi in kakovostnimi paketi zavarovanj na poti, ampak tudi pri sodelovanju pri teh podcastih. Ja, vsaka epizoda je bila res posebna, vsaka država na svoj način čarobna. A največji čar je bil to, da smo potovali skupaj, vi, tam nekje na drugi strani ekranov, in mi dve, ki sva vedno poskušali prenesti čim več pristnih vtisov. Ja, res je, hvala, ker ste bili del poti, pa tudi ti, Manja, da si vedno z mano, da tako padeš noter skupaj z mano. Hvala za vsako sporočilo, številna sporočila, ki mi jih pošiljate, vprašanja, pobude, pač vsak tak trenutek pozornosti pomeni. Tako da res upam, da sva komu prižgali tisto iskrico želje po raziskovanju in pa koga od vas vsaj malo postavili in ponesli v drug svet, ker svet je res drugačen, lep in poseben. Ja, svet je res čudovit in še lepši takrat, kadar ga delimo. Res je, tako da za zaključek naj vas še naprej vodi radovednost, odprtost, pogum, potujte z otroki, to je ena najlepših daril, ki lahko jih podarite svojim otrokom. Vedoželjnost, izkušnje, zgodovino iz narave, ne iz knjig. Tako da vam želim, da stopite tja, kjer še niste bili, da o praznikih ne pozabite na hvaležnost, da smo se rodili v zelo privilegiranem delu sveta, kjer imamo računalnike, telefone, izobrazbo, internet. Prav tako mnogi Slovenci imamo možnost, da vsaj tu pa tam kdaj potujemo kam blizu ali daleč. Če pa ne te možnosti, pa imamo skoraj vsi možnost spremljati potovanja drugih, kot recimo ta današnja Bolivija. In to ne sme postati samoumevno in še manj to ne sme postati zavist, češ oni potujejo, jaz pa ne, kakšna sreča, kajti zelo velik del sveta, neskončno velik del sveta, ljudi in otrok, ki jim tudi bijejo topli srčki, tega nikoli ne bodo doživeli. Ne zares, nikoli ne bodo sedli na letalo, ampak tudi ne kot podcaste, ker nimajo ekranov. Tako da bodimo hvaležni za to, kar imamo. Res je, jasna hvaležnost naj bo najina končna misel in tudi jaz želim vsem lepe praznike, mirne in zdrave predvsem. Vidite pa se poslavljava z nasmehom in s polnim srcem. Hvala Manja tebi in pozdrav vsem daleč v Slovenijo iz vročega Salvadorja. Čau! Čau!